Zdravo, Mihael je moje ime in danes imam zate fantastičen mini dokumentarec o lightworkingu. Ja? Lightworking je ena izmed energij, ki jih jaz na tem planetu najbolj cenim. To je energija, ko ti na ta planet prinašaš dobre stvari. To je širjenje svetlobe preko tega, kar počneš. To se pravi, vsaka stvar, ko človek počne na tem planetu, lahko dela na dober ali pa na slab način. To se pravi, ima dober namen v ozadju ali pa slab namen v ozadju. Kolikor je dober namen v ozadju, kolikor želimo za svojo inkarnacijo ljudem pomagati, živalim pomagati, razvijati dobre stvari, izumljati svetlobne izume, delati projekte, ki bodo pomagali živalim, naravi, ljudem živeti boljše življenje, dodajati neko vrednost v to civilizacijo, no, to je lightworking. In včasih ljudje ne razumejo, kaj lightworking pomeni. Lightworking je v bistvu angleška beseda, ki je sestavljena iz dveh besed. Light, to pomeni svetloba, in working, to pomeni delati. Delati s svetlobo. Lightworkeri delamo s svetlobo. In že dolg časa delam s svetlobo. Že na 10.000 ljudi je bilo na mojih seminarjih, delavnicah in sem res dodobra spoznal, kdo je dober lightworker. Na planetu Zemlja imamo veliko lightworkerjev, ampak imamo lightworkerje, ki so zelo močni v svoji svetlobi, zelo močni v svojem namenu, in imamo lightworkerje, ki imajo sicer dober namen, ampak so šibki v upravljanju energije, zaradi česar ne morejo narediti veliko vpliv na tem planetu. Tako da danes bi ti rad povedal o 3 močeh dobrega lightworkerja in ti bi rad pomagal nastaviti mogoče tvojo energijo, pa mogoče bolj razumeti tvojo energijo, okolikor želiš ti biti dober, močen lightworker, ki lahko na tem planetu dela velike projekte, veliko vpliv, poskrbi, da se njegov namen nadaleč razširi, na zelo veliko količino razširi, da lahko veliko količino obilja upravljaš. Prva moč. Dober lightworker je sam vir svoje svetlobe. To pomeni, dober lightworker ustvarja svetlobo iz sebe. To se pravi, to je človek, ki na planetu Zemlja živi, ampak za svojimi mislimi, za svojo meditacijo, za svojo energijo sam proizvaja energijo. In potem s to energijo suportira oziroma podpira ljudi okoli sebe, svet okoli sebe, živali okoli sebe. Vir energije, ki pozitivno vpliva na ta planet. Ker na planetu Zemlja imamo 2 vrsti ljudi, ko se gre za energijo. Imamo ljudi, ki ustvarjajo sami energijo, to se pravi, da so sami ti energijski zajčki, močni, sami so baterije, akumulatorji in znajo sami s karizmo svojo, za svojo motivacijo, znajo dvigniti druge ljudi gor. To se pravi, sami znajo kanalizirati, sami znajo ustvariti nekaj, izumiti nekaj. Pa imamo pa ljudi, ki pa niso vir energije. To so pa ljudje, ki rabijo zunanji vir energije in se potem na njem napajajo. To so pa ljudje, ki so ponovadi imajo nizko stopnjo motivacije, so kar malo utrujeni, imajo nizko stopnjo upanja in rabijo nekoga drugega od zunaj, da jih en malo motivira, da jim malo pove, da bo vse v redu, da jim da neko informacijo oziroma rešitev za njihovo življenje. In dober lightworker je sam vir svetlobe, sam je vir energije. Zaradi tega, ker dober lightworker lahko ustvari več energije, kot jo rabi za sebe osebno. In potem lahko to energijo distribuira preko svojih projektov in podpira druge ljudi in podpira svet okoli sebe. In včasih, ko ljudje rečejo, kaj je tista prva stvar, ki moram narediti, če hočem biti jaz dober lightworker, ti rabiš postati vir energije. Ne, da se ti priklapljaš na zunanje vire energije, ampak da si ti vir. In da ti zagotoviš na tem planetu tisto svetlobo, tisto energijo, katero čutiš, da rabi ta planet. To se pravi primer. Rečemo, da je svet depresiven in da je svet pod stresom. In zdaj hočeš ti ta svet spremeniti. Kako? Ja, ti postan vir energije veselja, ti postan vir energije radosti, ti postan vir motivacije. In ko stopiš v prostor, bod ti oziroma tista, ki motivira druge ljudi, ki jih dvigne gor, ki jim da upanje, ki reče, vse bo v redu, to naredi tako. Ti izumljaj stvari na tem planetu. Veliko ljudi na tem planetu kopira energijo drugih ljudi. To se pravi, vidijo nekaj dobrega pri nekaj drugih ljudeh, vzame njihovo energijo in jo uporabljajo naprej. Močen lightworker sam ustvarja svojo energijo. To se pravi, sam ustvarja energijo, ki je še ni na planetu. To je ena taka dobra kvaliteta, prva močna kvaliteta močnega lightworkerja. To sem jaz na primer pri sebi uporabil. Jaz zelo redko rabim druge ljudi, da me motivirajo. Ali pa zelo redko rabim druge ljudi, da se dobro počutim. Jaz se znam sam pri sebi dobro počutiti. Če vidim, da se nekdo slabo počuti, ga lahko dvignem energijsko.
ne? Ali pa če hočem nekaj narediti, lahko sam skanaliziram, lahko sam ustvarim načrt, lahko sam spišem knjigo. Ne rabim zdaj 10 drugih knjig prebrati, zato da dobim neko inspiracijo, da bi potem vedel, o čem naj jaz v svoji knjigi pišem. Jaz lahko sedem dol in sam ustvarim vir svoje knjige. S svojimi možgani, za svojim vesoljem, za svojim stikom z vesoljem. Ne? In to je ena izmed moči dobrega lightworkerja. Druga moč je branje energije ljudi in planeta. Ko se gre za branje energije, se zopet ljudje razdelijo v dve skupini. Prva skupina ljudi in večina ljudi v tej skupini so ljudje, ki berejo energije planeta za svojimi osnovnimi čutili. To se pravi, slišijo tisto, kar smo naučeni, da moramo slišati, vidijo tiste frekvence, katere pa človeško oko normalno vidi, ne, ta barvni spekter svetlobe, in opažajo oziroma zaznavajo te osnovne 3D stvari okoli nas oziroma na tem planetu. No, potem je pa druga skupina ljudi, ki imajo pa zelo razvit način oziroma sistem branja energije in lahko vidijo včasih celo energije, ki jih drugi ljudje ne. Lahko vidijo višjo frekvenco energije ali pa lahko slišijo stvari, ki jih drugi ne slišijo. Temu rečemo na primer jasnoslušnost ali pa jasnovidnost. In so ljudje, ki lahko vidijo auro, ki lahko berejo aurične zapise in DNK zapise v človeku noter, ki so nevidni, lahko zaznavajo elektromagnetna polja, lahko potem vidijo potencialne resničnosti, v kaj se bo svet razvil. A ne? To se pravi, ko mi gledamo iz tega visokofrekvenčnega nivoja svet, potem moramo razumeti, da tisto, kar človek za svojim egom, za svojim telesom zaznava, ne, ta količina informacij, to je minimalna količina informacij. Obstaja ogromen spekter informacij, v kateri se tudi nahaja naša aura, naše elektromagnetno polje, naša duša, naš višji jaz, angelski svet, duhovni svetovi, vsi. To so vsi nevidni svetovi človeškim očem. Ampak če mi dvignemo energijo, imamo močno zaostreno sposobnost branja energije, lahko beremo te energije. Včasih pride kdo k meni, pa mu berem auro, pa rečem, ja, v auri imaš zapisan, le kaj se ti je zgodilo, koliko to veš? Ja, v auri imaš zapisan. Da mi povej, kaj je moje življenjsko poslanstvo in potem lahko v auri pogledam, kaj je tisto, kar ima on nekako zapisan, da bi rad izkušal v življenju, ne? To je zelo zanimivo. In to sem opazil pri sebi, da manj kot vemo človeku, lažje mi je. Manj kot vemo človeku, ko pride k meni, lažje mi je brati njegovo auro, njegove nevidne zapise. In to je ena taka zelo močna sposobnost, ko je pač en močen lightworker ima. Tudi planet Zemlja. Planet Zemlja ima močne energijske tokove in mi lahko komuniciramo z njim. Mi lahko vemo, ali lahko na nek kraj gremo, ali bo to varno za nas ali ne. Kolikrat se je meni zgodil, oziroma obema s Kristi zgodil, da smo hoteli iti na neko potovanje in kar naenkrat začnemo brati energijo tistega kraja, energijo letalskega leta, energijo ljudi na tistem kraju in ugotovimo, da je boljše, da ostanemo doma, da odpovemo. Mi da smo na tak način odpovedali 4 potovanja, zaradi tega, ker smo videla, da bi se nama neka slaba stvar tam zgodila, če bi šla. No, to pomeni branje energije prostora, branje energije planeta. Ne? To je fantastična sposobnost, ker na tak način lahko lightworker bere globoke podzavestne vzorce ljudi, karmične zapise ljudi, družinsko vzorce ljudi, DNK zapise, ki jih imajo ljudje, njihove verjetnostne prihodnosti in to so vse nevidne energije človeškim očem. Ne? In po drugi strani lahko na tak način tudi se pogovarjamo z višjimi razvitimi energijami, kot so vilinska, duhovna, čarovniška sfera, ne? Katera pač veliko ljudi ne verjame v to, zaradi tega, ker jih ne vidijo, ker mnogi ljudje verjamejo samo v tisto, kar vidijo z očmi. A ne? V resnici pa tisto, kar mi zaznavamo na Zemlji s fizičnim telesom, je tak mikro majhen delček celotne resničnosti. In bolj kot dvignemo zavest, bolj lahko mi beremo energijo okolja. In to sem mislil, ko sem rekel, da je druga moč branje energije ljudi in planeta. Tretja moč lightworkerja je podpiranje portalov. Močan lightworker ne dela samo z energijo tega planeta, ampak dela z energijo celotnega vesolja. Planet Zemlja je zelo mlad planet in ima zelo mlado družbo. In informacije na planetu Zemlja, ki jih imamo, nam ne morejo pomagati iti naprej. Ne? Veliko ljudi na tem planetu govori, joj, bi radi imeli zlato dobo, bi radi imeli razsvetljeno družbo. Super, vse lahko to imamo, nekoč nekdaj. Je lahko planet Zemlja zelo razsvetljen planet. Ampak bomo zato rabili zunanje informacije. Einstein je rekel, da z istim načinom razmišljanja, na katerem se je ustvaril problem, ne moramo problema rešiti. Ne? To pomeni, da če hočemo urediti situacijo, katero imamo na planetu, rabimo zunanje informacije, ki nam bodo pomagale to razviti. Ja, kje bomo zdaj dobili? Iz drugih civilizacij, iz bolj naprednih civilizacij, kot so Atlantis, Sirius, Avalon, Plejade in tako dalje.
ampak to so civilizacije, ki se nahajajo izven naše resničnosti. In zdaj rabimo mi priti do teh civilizacij. Kako? Tako da odpremo energijski portal. Energijski portal je energijska infrastruktura, ki obstaja izven časa in izven zemeljskega prostora in lahko preko nje dostopamo do drugih dimenzij. In potem lahko odpremo portal do Akaše, lahko odpremo portal do Atlantisa in potujemo energijsko v Atlantis in tam prejmemo neko tehnologijo, nek načrt, neko inspiracijo, nek izum, neko informacijo in jo prinesemo na planet Zemlja in uporabimo na planetu Zemlja in s tem razvijamo družbo. Naprimer, laserska tehnologija je ful napredna tehnologija, ne? To tehnologijo so ljudje skanalizirali iz naprednih civilizacij, ki to tehnologijo uporabljajo že tisočletja, ne? Ampak na planetu Zemlja je pa to mlada tehnologija. Ne? Iz kje je ta informacija o laserju prišla na planet? Nekdo jo je skanaliziral prek portala. In to je tretja moč dobrega lightworkerja. Zna odpirati portale do zdravilnih civilizacij, do čarovniških civilizacij in potem preko teh portalov prinašati na planet informacije, ki jih pač rabimo, zato da gremo kot družba naprej. Naprimer, jaz vedno, ko pišem knjigo, vedno, ko pišem novo knjigo, jaz odprem portal. Jaz napišem knjige za svojimi možgani. Kaj naj jaz s svojimi možgani pišem knjigo, če v mojih možganih so samo informacije, ki jih že poznam? Pa ne bom nič novega napisal. Če hočem jaz napisati novo knjigo, ki še ni na tem planetu, potem rabim jaz to knjigo skanalizirati in odpreti portal, kjer se ta knjiga nekje v vesolju nahaja in jo prinesti na Zemljo. Ne? In to je tretja moč dobrega lightworkerja. Tako da, če so te tri moči zavibrirale v tebi in želiš biti lightworker na najvišjem možnem nivoju na Zemlji, to pomeni, da znaš delati z vsemi sferami resničnosti, z ljudmi, živalmi in potem delati kristaloterapije in akaške terapije in meditacijske terapije in biti dober podjetnik in biti dober partner in karkoli delati v življenju, delati na močen način, potem ti svetujem, da razvijaš te tri moči. In če rabiš pomoč pri tem, tečaj, ki te bo naučil biti lightworker od A do Ž in te peljem čez vse procese, od planeta do vesolja in vse vmes, kaj moraš vedeti, zato da boš lahko dober lightworker. Dobiš certifikat, dobiš dostop, doživljenjski dostop do posnetka tega tečaja, skripto in še in še. Skratka, hotel sem ti danes deliti to znanje s tabo, verjamem, da lightworker v tebi že dviguje roko, že kliče po pozornosti in ti želim vse dobro. Imej se lepo.